Ko govorimo o pravem trenutku za investiranje, si večina ljudi predstavlja neko točko, ko bodo razmere na trgu popolne in cene nizke. V prihodnosti pa se pričakuje samo rast, ampak takega trenutka v resnici ni. Če bi ga znali napovedati, bi bili vsi vlagatelji milijonarji. Torej, popolnega trenutka ne moremo ujeti, lahko pa naredimo najpomembnejši korak, da začnemo. Zato pogosto rečem, pravi trenutek za vlaganje je bil včeraj, naslednji pravi trenutek je pa danes. Čakanje je ena pogostih napak pri vlaganju. Zakaj? Ker medtem, ko mi čakamo, so trgi aktivni in nihajo, zaradi česar lahko vstopimo prepozno. Vsi bi radi kupili poceni in prodali drago, a to skoraj nikomur ne uspe. Med čakanjem izgubimo najpomembnejši dejavnik vlaganja in to je čas. Čas pa omogoča, da obrestno-obrestni učinek dela za nas. Če naredim eno primerjavo z nakupom letalskih kart, kjer čakamo na najboljšo ceno, potem se zgodi, da je dražje ali pa da sploh ni več kart. Na koncu plačamo več ali pa celo ostanemo doma. Pri vlaganju je podobno. Pomembno je, da se odločimo in da začnemo. Varčevalni načrt z investiranjem je zelo enostaven in dostopen način vlaganja, saj lahko začnete že z nekaj 10 evri na mesec. Dobro je vedeti, da sredstva niso vezana, torej so likvidna, znesek pa lahko poljubno prilagajate in prenašate med skladi. Vse to pa je mogoče narediti digitalno v mobilni aplikaciji Triglav Investments. Varčevalni načrt omogoča tudi dober rezultat vlaganja, saj investiramo redno, kar pomeni, da kupujemo takrat, ko so trgi nizko in tudi takrat, ko so trgi visoko. S tem pa si omogočimo boljšo povprečno nakupno ceno. Varčevalni načrt je seveda primeren za vsakogar, izpostavil bi začetnike, ker omogoča enostaven vstop v svet vlaganja brez potrebe po velikih zneskih. Z rednimi mesečnimi vplačili razvijajo disciplino in navado varčevanja, ki dolgoročno omogoča večjo finančno samostojnost. Recimo pri mladih si pomagajo pri nakupu avtomobila ali pologu za prvo stanovanje. Tudi sam sem za svojega otroka sklenil varčevalni načrt in kar je zelo pomembno, postavil sem si cilj, da bom varčeval za šolanje in ko je bil otrok star 16 let, sem mu iz nabranih sredstev začel izplačevati štipendijo in plačevati stroške za šolanje. Varčevalni načrt je seveda primeren tudi za izkušene vlagatelje, saj ga uporabljajo kot sistematičen način gradnje portfelja ali dopolnitev večjim enkratnim vložkom. Metoda povprečnega stroška ali strategija DCA, Dollar Cost Averaging, je preprosta, a zelo učinkovita metoda. Zakaj? Ker vsak mesec vlagaš enak znesek, ne glede na to, ali so trgi visoko ali nizko. Ko so cene više, kupiš manj enot, ko so cene niže, kupiš več enot. Več nakupov omogoča doseganje boljše povprečne nakupne cene, kar zmanjšuje tveganje napačnega trenutka. To je zelo koristno, ker se nekateri bojijo, da bodo investirali tik pred padcem. Z varčevalnim načrtom se temu strahu izognemo, saj ne stavimo na en sam trenutek, ampak gradimo skozi čas. Moj glavni nasvet je, da začnete danes. Če čakate na idealne razmere, boste vedno našli razlog za odlašanje. Medtem pa izgubljate čas in to je največja izguba. Za tiste, ki še nimajo prihrankov, da bi investirali enkratno, je dobra rešitev varčevalni načrt z mesečnim vlaganjem. Tisti, ki sredstva že imajo, naj prav tako začnejo, saj je največje tveganje to, da ne naredijo ničesar.